Zapomnite si, zajtrk je najpomembnejši obrok dneva in X po novem označuje križance, ker bo verjetno Opel še kakšnemu modelu dodal takšno oznako. Zakaj pa bi že po 4 letih šel v tako konkretno osvežitev moke, za katero se sploh še ni zdelo, da je stara? Ker pač lahko. Ali pa ker je treba. Več kot 600 000 mok so že prodali Nemci in pazite to, v 3 letih, odkar je na trgu, se je segment malih križancev povečal za kar 3-krat. Folk je očitno ponorel in želijo vsi voziti kvazi terenske avtomobile, v katerih se sedi visoko. Mene je presenetilo tudi, da kar 60% lastnikov moke prej še ni vozilo Opla, kar pomeni, da je tole pravi znanilec sprememb za znamko. Katerega bi? Tega, ker je lik na levi. Aha, tudi notranjost je konkretno spremenjena. Čisto nov velik zaslon je tukaj, isti kot pri novi Astri. Prav tako so odstranili vse nepotrebne gumbe, da je tukaj bolj pregledno in urejeno. Celo tole zaplato usnja so dodali za bolje opremljene modele in popravili merilnike, ki sijejo v beli barvi. Še bolj pa so pri Oplu poudarili to, da je moka najbolj povezana avto v segmentu. Če imate njihov najboljši sistem Navi 900 IntelliLink, se lahko povežete preko Apple CarPlay ali Android Auto ali si ustvarite dostopno točko 4G za zasedeno napravo v avtu. Še bolj pomembno, tudi tukaj je sistem OnStar, ki bi sam poklical pomoč v primeru nesreče. Če vas muči kaj drugega, ne vem, kje je najbližji WC, pa pač pritisnete na tale knof, ki pokliče živo osebo. Evo, najpomembnejša lastnost, ki jo lahko potrdim, še vedno se sedi visoko. Še na tej premieri so poudarjali, kako pomembno je to za lastnike malih križancev. Meni pa, da imajo sedeži tudi certifikat AGR, kar pomeni, da vas s svojimi nastavitvami in ergonomijo res ne bodo razočarali. Saj nisem že toliko star, da bi imel težave s hrbtenico, ampak če veliko presedimo avto, je tudi to zame zelo pomembno. Tale škotski dvorec pa ne izgleda prav nič škotsko. Mogoče bi bolj razumeli, če bi rekel gorensko. A ne, že, Škoti so baje enak škrti. V glavnem, tukaj so imeli že leta 1817 centralno ogrevanje in bi zdaj kar prav prišlo, ker je kar frišno. Ja, so se dobro oblekel za tole škotsko vreme. Tamle naprej ena španska novinarka v sraječki in bo jutra po mojem prav fino krehala na avionu. Ja, tukaj so imeli 200 let nazaj tudi nekakšne povezave med sobami, da so lahko gospodje z gumbi klicali služkinje v svoje privatne sobe. Opel je tako izbral tole lokacijo, da pokaže, kako je tudi moka moderen avto. Presenečen sem, da je prenova v bistvu tako očitna. Res izgleda sveže, luči optično lepo razširijo nos avtomobila, hkrati pa tudi odlično svetijo s tehnologijo Full LED AFL. 9 različnih načinov za osvetljevanje ceste imajo, pač odvisno, kje se vozite, kako hitro in kdo je pred vami. Nič ne bo. Hišo so danes rajši zaprli, da jim ne bi spraznil 200 let stare zaloge viskija. Navigacija me pa zdaj pelje iskat destilarne v Highlands. Vreme se tukaj menja hitreje kot naš istok razpoloženje, zato moraš imeti kar srečo, da vidiš občasno takole tudi sonce. Na teh zavitih in ponekod slabih cestah se lepo čuti, da ima moka čvrsto blaženje, ampak ohranja dovolj udobja. Odlična je vodljivost, kar presenetljivo za to vrsten avto. In Nemci so ponosni, da se kar eden od 5 voznikov odloči za 4-kolesni pogon, kar je bistveno več kot pri konkurenci. Ker pogon tehta samo dodatnih 65 kg, ne vpliva bistveno na vsakodnevno vožnjo. Ko se zapeljete s ceste, boste pa znali ceniti, da zagrabita tudi zadnji kolesi in takrat se navor do razmerja 50-50 razporedi na obe osi. Ni terenec, sploh spredaj ima prenizek nos, ampak po makadamu in snegu bo šlo bolj varno. Za vse novinarje so tokrat izbrali 1,6 litrski dizelski motor, ki se avtu dejansko odlično poda. Je precej tih in 100 kW, torej 136 konj, je ravno prav zmogljiv. Sicer je na izbiro 5 motorjev, 2 dizelska in 3 bencinski, razpon moči pa od 81 do 112 kW, torej 110 do 152 konjev. Zadnjega se veselijo zahtevni, ker bo imel poleg močnega dizla tudi lahko samodejni menjalnik, ampak mogoče kot zanimivost. Pri nas se vozniki najraje odločajo za 1,4 litrski turbobencinski motor s 103 kW, 140 konji in s prednjim pogonom, medtem ko bo po novem vstopni model pri nas stal v posebni akciji 17 450 evrov. Rabam prav za prihajajočo zimo, da boste znali pisati božičku in da se boste pridružili že 2000 lastnikom moke v Sloveniji. Žejen sem. To je nekaj varija, po mojem.